Mladi, mladih, mladim, mlade, pri mladih z mladimi. Mladi danes. O mladih in z mladimi za boljši jutri. Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Mladi danes. Danes so z vami gostitelja Nives in Benjamin. In meni bomo čast se pogovarjati z dvema mladima, pa prav o eni posebni temi, ki mislim, da je v teh dneh za nas vse zelo, zelo aktualna. Nives, ti kar predajam besedo. Ja, lep pozdrav. Jaz sem danes s sabo v ta studio pripeljala dva mlada, in sicer Roka in Lucijo. Oba poznam iz konteksta našega mladinskega centra, Roka tudi iz mladinskega centra Rakovnik, kjer je aktiven. So se najine poti tudi velikokrat to leto že prekrižale. Isto z Lucijo so se pa najine poti srečale pred letošnjim poletjem, ko je kontaktirala Zavod Netflix, če smo lahko njena pošiljajoča organizacija, ker se je odpravila čez počitnice na prostovoljstvo v Litvo. In pa da ne bom jaz preveč razlagala, kdo sta, bi vaju kar prosila, če se sama predstavita, pa mogoče dekleta, ki imate prednost. Živijo, jaz sem Lucija, teraz sem 25 let in trenutno imam absolventsko leto. Zaključujem magisterij, oziroma pišem še magistersko nalogo, tako da je mi še ostala. Študiram pa pedagoško umetnostno zgodovino in zgodovino na Filozofski fakulteti. Tako da je to moje leto. Jaz predvsem tako, da sem si zadala, da bom malo raziskovala stvari, da vidim, kaj bi mi ustrezalo, in potem je nekak cilj, da po tem letu, ko zaključim magistersko nalogo, počasi vstopam resno na trg dela. Pozdravljeni še iz moje strani. Jaz sem pa Rok, sem star 18 let in se trenutno zaključujem srednjo kemijsko šolo, sem 4. letnik. V svojem prostem času pojem, se družim s prijatelji, hodim v naravo. Tudi veliko sem aktiven v mladinskem centru kot prostovoljec. To. Super, hvala vama. Morda bi šli kar na današnjo tematiko, na to, o čemer bi se pogovarjali. Pa naj zanima tako vajen pogled na to, kaj so kakšni mejniki pri prostem času, ki jih doživljate recimo v svojem življenju v zadnjih letih. Kaj je tisto, kar vam predstavlja neko obdobje tukaj znotraj prostega časa, ki ga zaznamuje tako ali drugače, pa vpliva tudi na vajine življenje? Jaz bi mogoče kot največji mejnik je v prostem času izpostavila menjava šol, pravi iz srednje šole, iz osnovne šole, v gimnazijo in potem v fakulteto. Pri meni se je takrat dinamika spremenila, ker sem drugače iz ene vasi v Vodicah, približno 20 km stran od Ljubljane. Tja sem hodila v osnovno šolo in v bistvu je bilo neko to lokalno okolje. In moj prosti čas je bil predvsem veden nam. Potem sem pa v gimnazijo šla v Ljubljano, tako da takrat so se potem stvari tudi spremenile, več je bilo možnosti, drugačna druženja. Potem na fakulteti sem pa tudi že začela delati, opravljati različne študentska dela in se potem tudi s tem nekako moja okolje pa prosti čas dosti. Tudi sam tvoj pogled na organizacijo prostega časa v bistvu se spreminja tako vredno iz osnovne šole, ko je bil bolj strukturiran z neke družinske perspektive v ta študentska leta, ko si predstavljala, da večinoma sama si organiziraš? Ja, v bistvu je tudi spolkog. Sam je tako sama načrtovala tudi. Sicer vseeno potem v srednji šoli sem bila na nek način malo omejena s tem prevozom. Včasih sem se vozila z mami, ki je tudi dela v Ljubljani, ali pa sem potem navezana na ure avtobusa, tako da vseeno je bilo malo omejeno. In potem na faksu pa in ti večer, da sem si sama popolnoma sama strukturirala svoj čas. Ja, pri meni se tudi zdi to prehod teh srednjih šol, da sicer še nisem na faksu, tako da ne vem, kako bo pol, verjetno bo čisto drugače, kot je zdaj, ko zdaj pogledam nazaj, se mi zdi tudi
že v osnovni šoli a ne, je nek drugačen ritem, pa neke drugačne stvari, ki si malo mlajši, pa si skozi v nekem okolju, ki ti je pač poznan, pa tam, ki si se rodil, da blizu. Pa, ko priješ v srednjo šolo, dobiš sošolce, ki so pač iz cele Slovenije, imajo tudi neke drugačne običaje, neko drugačno kulturo spoznaš. Tako da ja, no, to se mi zdi menik, pa tudi mogoče starostna razlika, ki ne vem, pa ki si mogoče malo že starejši, ali pa ki si polnoleten, lahko pa, ne vem, greš tudi tja, kot si že ti omenila, pa študentsko delo. A se vam je zdi, da je vajen prosti čas tudi vezan, recimo zdaj si omenil študentsko delo, ne, tudi vezan na to, da si lahko pa mogoče tudi finančno sam izbereš, kaj bi počel, ali to ni toliko vezano na prosti čas, bolj na življenje nasploh? Definitivno je potem, ko smo začeli služiti tvoj denar, pa se to tako na začetku ni bilo tako veliko, ampak ja, potem sem si rekel, da sem to imela za kakšno potovanje ali pa mogoče za kakšno kosijo, takega, tako da ja, sem si potem tudi malo več privoščila. Nikoli mi ni nič manjkalo, ampak ja, potem je tudi mogoče ta, ko si rekel, da ko enkrat imaš malo več denarja, ti to prija, no pa tudi. Ja, drugače spremljam, se mi zdi, da tudi pri meni, šele začenjam v svet teh financ pa to, ampak ja, se definitivno poznam, pa lahko si kakšno potovanje sam plačaš ali pa kakšen izlet, kakšen izlet. A pol odvisno od tega tudi oblikujete recimo vajine počitnice. Čeprav se mi zdi v počitnicah, ko je nekdo na faksu, malo nerodno govoriti, ali ti rečeš, da imaš počitnice, recimo. Ne, meni je zdaj koncept počitnice čist čuden, ker ko sem rekla, jaz sem v prvem letniku. Včasih tam vlativne. Ja, v bistvu v prvem letniku faksa sem začela delati v enem muzeju v Ljubljani in potem sem tudi tekom poletja delala. Sicer sem si vedno vzela kakšen teden, da sem se tam odpravila, ker zelo rada potujem. Ampak ja, nekako ta koncept počitnic po srednji šoli tam na nek način je malo ne obstaja zares. Ker takrat sem najbolj aktivna, potem takrat je vedno priložnost, da zaslužim več denarja. Pa tudi recimo, kot si omenila, sem se zdaj med poletjem odpravila v Litvo kot prostovoljka, tako se mi zdi, da zdaj vedno bolj želim izkoristiti te počitnice, tako imenovane, in potem nekako pridobiti neka neformalna znanja, ki jih recimo v sklopu faksa pač nisem. Tako da recimo zdaj, ja, predvsem sem gledala do prostovoljstva in razne treninge po Evropi. Pa ti, Rok, ti pa imaš koncept počitnic. Ja, seveda. Jaz jih imam še vmes. Na 2 meseca. Ja, se mi zdi, da pri srednješolcih je res bolj to, da kar odštevate. To pa definitivno. Tam sem glih končal vsa testa in sem bil najbolj srečen. To je noro, s temi testi včasih si sam želiš, da končaš in lahko uživaš poletje ali pa se ni nujno poletje tudi tako že kakšnih praznikov. Da imaš sam čas zase, da nisi skozi bombardiran z nekimi učenjem, s testi seminarskim, s kim imamo ga biti, da šel da nas sklanjati. A veš, da je bil to malo tako vidik iz ozadja? To je bil glavni v bistvu spodbojevali, da smo se odločili o tem posnet epizodo, ker smo razmišljali, da opažamo velikokrat, kako med srednješolci, recimo, je ta miselnost dosti močna, dajmo zdržati še do počitnic. Dajmo boljše, potem si bomo lahko oddahnili. Se mi zdi tako, da močno občutimo to, da od enih do drugih počitnic je treba spurati, pretrpeti, in se veselimo teh počitnic, oziroma mladi sploh ste zelo vezani na ta. A je to res ali ne? Prepovej, to je opažanje najbolj mi. Ja, meni se definitivno zdi, pa tudi malo sem tako gledal pa drugih mladih, ja, definitivno se mi zdi, da je kar tako. Čeprav eni pa že kar vmes so bubajo, že prvi počitnic pa jim je v bistvu vseeno, ampak ja. Ja, ampak to ima lahko potem kontraposledico, da imaš še počitnice delov, da si kakšen popravcem poletje ali takega. Ja, sej, to je v bistvu glih moja motivacija, da lahko poletje res. Da si miren. Ja. Kaj pa tako, kako opažate, da danes je najbolj aktualno preživljati počitnice, ali Lucija po eni strani za tiste, ki so študentje,
Izpostavila si svoj način preživljanja, morda še malo med drugimi, Rok, ti kaj opažaš pri srednješolcih, recimo tako kot kaj je trend za mladega danes, da se veseli počitnic v bistvu. Lucija, morda kaj? Okay. V mojem okolju, pri mojih prijateljih je predvsem to, da ta poletja radi izkoristimo za potovanja, če je to mogoče, da rečemo obiskovanje krajev. Pa ne toliko v smislu, gremo na morje, tudi to včasih, ampak bolj kakšne bolj oddaljene kraje, ki recimo tekom faksa niso tako dostopni, ker nimamo dovolj časa. Ali pa ja, razna prostovoljstva, kjerkoli, tudi recimo ESE ali pa Workaway, razno take stvari. Se zdi, da tvoji vrstniki poznajo to? Mislim, kako si sploh ti prišla do tega? Ja, v bistvu ne, jaz sem zelo naključno prišla do tega, ker sem se odpravila na izmenjavo v Prago, v drugem letniku, v prvem semestru drugega letnika, zdaj na magisteriju, ker na prvi stopnji sem nisem zaradi korone in različnih stvari in sem si res želela nekako iti malo v tujino, dobiti neke take izkušnje, ker se mi zdi, da je to danes zelo pomembno, sploh tudi recimo za moje področje, kot to, kar si ja želim delati. In potem po Pragi sem si želela še malo več tega. Potem sem nekako čisto naključno izvedela, da obstaja ta Evropska solidarnostna enota in da lahko preko tega gremo kot prostovoljci za nekaj časa v tujino. Tako sem res vesela, da sem nekako prišla v stik s tem. Sem pa mnenja, da vseeno v mojem nekako okolju to dosti premalo poznamo in izkoriščamo. Bolj so kakšne take samostojna potovanja, ne zavedamo pa se, da obstaja veliko nekak stvari v tujini, ki so cenovno dostopne oziroma celo brezplačne in hkrati ne samo, da se imaš tam fajn, ampak lahko pridobiš tudi neke kompetence in neka znanja, ki recimo pri nas ne moreš. Kaj pa ti opažaš pri srednješolcih? Tipičen način preživljanja, recimo počitnic pri srednješolcih. Ja, pa malo spet čisto odvisno, koga vprašaš, ampak drugače mi zdi, da veliko mladih preživlja tako, da gre na kakšne žurke, se sprosti, ali pa gre na more, ali pa potuje, s prijatelji gre na kakšen vikend ali pa tako. Sicer pa se mi zdi, da to, kar si že ti omenila, te Evropske solidarnostne enote, pa to, se mi zdi, da mladi na vse, kar jaz opažam, dosti malo poznajo, ker se mi zdi to res dober način, da lahko na nek način odkrivaš razne stvari, hkrati pa pač dobiš razne kompetence, pa tudi, koliko je koristnega zate. Pa mogoče še to dodamo, ko sem že tudi da se povedala, da poletje radi izkoristimo za telo. Ja, zato veliko mladih se mi zdi, da tudi že prvo v srednji šoli gre ali so na žurke ali pa delajo. Ja, tudi sebe, če te spomnim, sem velik del svojega časa preživel v določenih zaposlitvah, da sem si prislužil za kakšne stvari, ki sem želel potem izkoristiti. Potem me pokombiniramo, delaš, da zaslužiš in potem lahko kam greš. Ja, jaz sem danes zjutraj, predtem sem prišla sem imela eno delavnico na srednji gradbeni šoli, sem malo vprašala dijake in so rekli, večina, da jih bo zdaj čez te praznike delala, naprimer. In mi je bilo tako, pač ne vem, jaz, ko sem bila v srednji šoli, smo večinoma delali, mogoče kakšne punce so delali ob sobotah v lokalih, če ne smo delali pa poletne počitnice, ja. Ampak da bi delali pa recimo pač te počitnice, pa ni bilo tako značilno. Zdaj pa vejo, da lahko. Da se moramo narediti sam. Pri nas v časi igrajo že toliko trujeni, da pol vmes raje samo počivamo, pač doma pa tako na preprost način, da se zmočiš in pa poleti pa nekaj nimaš več šole, pa kaj tudi dlje časa, ne pa ti vidimo. In pride več pet. Ja, sicer lahko tudi hitro se zapada ta krog, se mi zdi. Ne vem, koliko tega opažata, da se trudiš biti med časom, ko ni počitnic, aktiven, prisoten, ko v navednicah priden, ne? In potem počitnice nekaj izkoristiti za delo, kot si izpostavlja, nekaj za užitek, ampak v kakšni meri se vam zdi, da
znate mladi izkoristiti počitnice za tisto pravi počitek, zato da se telo regenerira, da se odnosi v miru umirijo, napolnijo, da se vzpostavljajo neke veziki, za katere drugače morda ni časa. V splošni populaciji, tako morda, niti ne samo vajni osebni zgodbi. Kaj opažate? Ker bi mogoče tudi jaz povedala, kako bom če spomnila, kako bi to v času osnovne in srednje šole, jaz sem zelo ves čas pridna, pomembno mi je bilo, da imam dobre ocene, veliko sem se učila in zdaj tudi, če pomislim, da sem tudi te krajše počitnice, ves čas bila obremenjena, tudi da moram delati. Recimo, tudi če smo šli na Dolenjskem na vikend, če smo imeli kakšne obiske, jaz sem ves čas imela nekako v glavi, še tisto nalogo moram narediti, če ta test imam, tako se mi zdi, da bo konstantno nekaj in da se nisem zares mogla umiriti. Potem sem pa nekako v času faksa se potem naučila, da ves čas je nekaj in da si moram včasih res znati vzeti tudi čas samo zato, da sem, da ne razmišljam, kaj vse me čaka, ker vedno me nekaj čaka. In ja, samo da sem pač ritmi, ki sem. Tako da to sem se nekako zavestno naučila, ker mi tega nobene izpostavlja in noben nas ne nauči, da včasih je tudi potrebno samo zaustaviti. No. Tako da se mi zdi, da to, ja, jaz sem se tega sama priučila. Pa recimo, da mi zdaj uspeva, čeprav včasih se moram tudi zavestno spomniti, da Ja, način življenja nas kar sili v to, da smo pozorni na več čas nekaj naprej. Ja, in več čas to produktivnost in da mislim, jaz se dostkrat zalotim v tem, da če samo se uležem na kavč za 1 uro, se že počutim slabo vest, ker nič ni od mene. Se mi zdi, da je to zdaj zelo pomembno, da več čas nekaj produciramo in da je to, kar pač delamo. Recimo tudi to, kako preživljamo počitnice. Ja, gremo služimo denar, kakšne izkušnje v tujini, mora biti neka, vsaj zame, neka produktivnost teh stvari. In recimo je zanimivo, kako vsaj meni, zavestno se moram spomniti na to, da rabimo včasih počutek. Ja, sicer da stres lahko hitro prevesi tudi v anksiozno. Ja. Meni je bilo, če smem sem dodati, mi je bilo zanimivo, ko sem zdaj pred prazniki govorila z eno sodelavko, bom imela 14 dni dopusta, se mi zdi kar veliko, ampak sem jo vprašala, pač moje prvo naravno vprašanje je bilo, če gre kam, ker sem si mislila, pač zelo si bo to, nekaj zlo. Ja, nekaj zlo. Mama meni je pogleda in mi reče, ne, jaz bom doma sestavljala bom puzle. In sem si mislila, kjera carica, pač ful dobro, pač da ni res, ta produktivnost, da moraš tudi, ne vem, če imaš par dni dopusta, da moraš iti nujno zdaj obiskati vse prijatelje, ko jih imaš, ali pa, ne vem, ne smeš zamuditi koncerta kakega, ne smeš kakega žura zamuditi, se mi zdi, smo res tako obremenjeni s tem. Ampak ja, tako da si rečeš, ne, v bistvu, Čas zame, ne? Čas zame, ja. Jaz sem tudi v Litvi, ker sem bila pač 3 mesece, sem bila zelo obremenjena s tem, da bom izkusila vse, potovala, da bom dobila izkušnje, naredila svoj projekt. In potem me je ta moja mentorica opozorila, bom rekla, si ti kdaj vzameš čas za to, da sam delaš neko stvar brez cilja. Si vzameš pol ure, ko samo delaš, kar ti paše, ne, da bo imela ta tvoja aktivnost. Sem rekla, ja, se skuham. Okay. Pa sem rekla, se sprostim, ko kuham. Rekla, ja, samo v kuhanju je cilj, da boš na koncu nekaj pojedla. Ne? Ampak pejdi na sprehod brez končne točke ali pa kaj takega. Tako da se mi zdi, da... Kot družba smo izrazito tako produktivno, ciljno usmerjeni. Ne? Ja, jaz to zelo opažam. Ja. Pa smo skozi izčrpani. Ja. A imaš občutek, da ste mladi izčrpani? Ja, meni se zdi, da kar. Ja? Kaj tako upadaš, da zelo spim med poukom. Kaj se ti zdi, da najbolj vpliva na to izčrpanost? V bistvu šola, sistem, velika količina snovi, ali družba, ne vem, omrežja, biti v stiku, ne vem, igrati videoigrice, da si tam res dober, ali pa se odzvati hitro na Snapchatu, na TikToku, ali vse pravila. Poleg tega, kaj imaš občutek, da je tisto, kar izčrpuje mladega danes? Ja, po mojem vse pomalo, ker povsod je neki in pa sploh ne veš, kje bi se osamo, kje bi najdel čas zase in pa v šoli imaš milijon stvari, imaš mogoče še kakšen trening,
pa ne vem, tvoji prijatelji hočejo kaj od tebe. Ja, pa skozi nekaj in bolj preprosto ne ta vrvata in treba hitro izčrpano. Pa na faksu se ti zdi, da so študenti izčrpani? Zelo odvisno. Imamo posameznik, kako si oblikuje čas. Jaz sem recimo na nekih točkah, sploh mogoče ta izpitna obdobja, to je bilo kar. Ampak jaz sem na faksu začela skrbeti za to, da sem v redu, ker sem videla, da lahko zelo hitro, ker jaz tudi sama sebe poznam, ves čas se mora nekaj dogajati, ves čas moram biti tudi produktivna in mi nekako sem ves čas iskala ravnovesje med temi, tako da lahko rečem, da nisem jaz izčrpana. Je pa včasih bilo kakšno obdobje, ker čisto osebno bilo tako. Jaz samo mogoče si predstavljam, da je na faksu ful lažji, mogoče se razpored čez kam, ne vem, nimaš skozi pouka ali pa te nekdo sil, da rabiš to delati. Se mi zdaj tako ful več na te, kakor je recimo v srednji šoli. Večja samoodgovornost. Ja. V bistvu meni je ta preskok srednje šole, tega sistema srednje šole na faks, mi je bil zelo všečno, ker ko se mi zdi, da res potem sicer sem vedno hodila še na vsa predavanja, ampak tako z nekim smislom, z neko idejo, zakaj sem tam, ker lahko ne bi bila, ampak moja želja je bila, da sem tam. V srednje pa to moraš biti. Ta struktura, sicer na faksu potem, ker sem imela tudi na prvi stopnji dvopredmetno umetnostno zgodovino in filozofijo, sem imela ves čas ogromno lukenj vmes. Recimo mi je bil na prvi stopnji velik izziv, sem imela zjutraj umetnostno zgodovino in potem zvečer do 9 zvečer filozofijo. In ogromno je bilo vmesnega časa. Vem, da takrat kot nekomu, ki nisem takrat še živela v Ljubljani, v istem času mi je bilo to grozno, kaj ne delam teh 5 ur vmes. Nisem izplačala domov. Tako da potem sem se nekako navadila, da mi je Ljubljana postala kot neka dnevna soba, sem vse raziskala, v katerih knjižnicah sem lahko, kje je najbolj šest, ko sem potem. Sicer je bil to nek prost čas, ki pa ni bil tam na mojo izbiro. Sama si se organizirala, ne, vseeno. Ja. Res je. Kaj pa glede na to, da prihajate iz različnih okolij, iz podeželja pa iz mesta oziroma mestnega okolja, kako se vam zdi, da to vpliva na način preživljanja prostega časa? V osnovni šoli mislim, da je to name vplivalo. Sicer imamo urejen avtobus do Ljubljane, ampak je potrebno nekako vsaj 1 uro, ker avtobus je zelo okoli. Tako da, tudi ko pomislim nazaj, zelo malo sošolcev je hodilo na neke dejavnosti v Ljubljano. Jaz sem sicer takrat plesala, in sicer enkrat na teden, ker je prišla neka zunanja učiteljica na šolo. Takrat je bilo meni to super, samo to ni bilo na nobenem hudem profesionalnem nivoju. Če bi želela to res nekako izpiliti, bi mogla iti v Ljubljano, na nekih, v bistvu, na vseh ni priložnosti zdaj za neka huda napredovanja v tem. Ampak nekako takrat se nismo odločili družino, da bi jaz hodila na avtobus, ker to bi bilo ogromno nekaj časa. Tudi takrat se mi zdi, da se res bolj moram učiti, pa zdaj, če pomislim nazaj, bi bilo bolj, če se ne bi to, pa bi nekaj drugega počela. Tudi je bila pa prevelika obremenitev za starše, da bi me zdaj vsak dan vozil, pa potem še mojega brata. Tako, se mi zdi, da kar se tega tiče, da ko pomislim, da nazaj, smo imeli manj nekih priložnosti za te aktivnosti in kako izkoristiti ta svoj prosti čas. So pa potem recimo tudi dobre plati, da smo imeli pa neke stvari, ki jih recimo v Ljubljani nimajo. Ogromno mojih sošolcev takrat je šlo med gasilce. Jaz sem pa recimo za sklopu šole se udeležila kot nekega krožka Turizmu pomaga lastna glava. In smo potem s 3 puncami naredila en zelo zanimiv projekt in takrat smo potem nekako zbirali zanimive informacije o vodicah in naredile WC za gobarje.
Tako zelo, že slišal. ja, zelo je bilo dobro, ker smo rekli, okay, ogromno gobarjev imamo tukaj, kam pa grejo pa oni na WC, ne? In potem smo mi v sodelovanju s hišnikom na šoli, v tem krožku, sklopu krožka, on nam je naredil ta WC na štrpung, mi smo pa gor vse lepo narisali, napisali zanimivosti v Vodicah in zdaj ta WC ne bi še vedno stal tam nekje, ne, v Vodicah. Tako da pol smo potem s tem tudi zmagali na tem natečaju, ja, in potem so nas turistično društvo Vodice, ker so večinoma starejše generacije, so prišli po našo otvoritev in so potem nas 3 punce povabili v društvo, ne, takrat se nam je zdelo, ok, gremo zdaj v društvo in smo šle, tako da smo bile zelo aktivne, recimo 2017 smo pol dali tudi svojo revijo, ko smo delali intervjuje po celih Vodicah, tako da so pa neke take stvari, no, pa mogoče neka povezovanja, ki so edinstvena. Ker je manjši pretok ljudi, je tega stika oziroma boljšega poznavanja, na katerimi osebami lokalno tam lažje, ne, Ja. postaviti. Tudi mogoče lažje identificirati potrebe lokalne skupnosti, ne, se predstavljam, ne vem, Roko, če bi se ti Ljubljani. Mislim, da ne. Ja, kako pa vidiš mlade v mestu v preživljanju prostega časa, kako vpliva ta mestna, v bistvu vrvež, urbanost? Ja, in ne vem, mogoče so mladi v mestu veliki na zasloni, kar recimo na vrsteh, no. Ampak se mi zdi, da so tudi unike so v mestu, da se lahko veliko naučijo, tudi pač, ker živijo na vasi, ne, ko greš na razne dogodke, šolo ali pa tudi, ne vem, zadnjimi društvi, ko da malo vidiš in lahko to tudi recimo prineseš v mesto. Saj jaz sem take izkušenje, da sem pač, mi ni bilo spet toliko tuje, edino mogoče je ta, a ne, na vasi se vsi poznajo, pa imajo tako razne te dogodke skupaj, tega pa ne vem, mogoče mi nimamo toliko v mestu, no. Ali pa je tako full folkan naenkrat, pa mogoče jih poznaš, ne vem, par. Recimo to. Drugače pa... Ja. Se mi zdi, da na prosti čas nisem okolje, ne, ko smo zdaj rekli primestno pa mestno, ampak najbolj tudi vpliva to, da v mestu, sploh v Ljubljani, se mi zdi tudi ponudba mladinskih organizacij ali pa mladinskih centrov ali pa enih organizacij, ki delajo z mladimi, res ogromna na enih manjših občinah, kot tega najbolj toliko. Kot recimo, ne vem, mi smo letos delali eno raziskavo med mladimi, če zahajajo v mladinski center ali ne, če sploh poznajo. In ogromno mladih sploh ne pozna koncepta mladinskega centra, ker ga pač v njihovem kraju nimajo. Ne. Tu v Ljubljani pa po pač pouku, če je, ne vem, vozač, mu je pač glavno, da gre takoj po šolo pa domov. Ja, če pa je, ne vem, v dijaškem domu, ima pa tudi tam neke obveznosti, ne bo šel, recimo, ne. Malo med sabo dokaj. Ja. Čeprav se recimo, ne vem, se mi zdi, da veliko organizacij tudi identificira zdaj ta okolje okrog, no, tudi grejo v kaka, ne vem, da niso pa sem gasilci, recimo pa planinsko društvo, ali pa, ne vem, taborniki, skauti na vasi, ne, ampak da je tudi, ne vem, kako improvizacijsko gledališče, pa stvari, ne. Ja. Ampak je pa res to vse, recimo, kar je v Vodicah na voljo, je nekako sklopu šole, ne, ni nikogar, oziroma, če se šola zmeni z nekimi zunanjimi, ampak ni pa nekega prostora, kjer bi se lahko te stvari ki bi mladi lahko še kaj s čim dodatnim prišli v stik. Ja, tukaj ne bodo organizacije res verjetno precej drugačne, različne. Že nasplošno tukaj, kar je šolskih, pa potem kakšne obšolske, ne. In ko gremo iz tega spektra, ja, ne vem, skavtov, tabornikov, šole, morda župnije, so pol hitro lahko kakšni gasilci še nekje verjetno, tam lahko že se kje kar ustavi hitro, ne. Morda še ker smo ravno v času počitnic, praznikov, še točno spodbuda, sporočilo, ki bi jo želeli podeliti s poslušalci, zakonsko, recimo nekaj, kar je vama dragoceno vodilo pri preživljanju, ali pa vama. Sej lahko tudi dva povoje, je pa, da povemo, ampak
če razmislimo za trenutek, kaj bi želeli sporočiti nekomu, ki je v času počitnic, kot neko spodbudo, in to, da bo čas smiselno in tudi dobro naložbo nekako preživeti. Kaj bi položili na srce, recimo, na zaključku te oddaje? Mogoče bi dala jim na svet, ki jih razmišljam, da bi si ga morda lahko dala kot dijakinja za nazaj. To je super razmišljanje. Ja, lahko vsak od nas razmišlja, kaj bi sam sebi svetoval, recimo, ob začetku srednje šole. Ja? Ja, recimo pred takimi počitnicami bi jaz sama sebi svetovala, da ne si vzamem en dan ali pa dan pa pol, da res naredim stvari, ki jih moram, in potem počivam preostanek počitnic in sem reč prisotna z družino, s prijatelji, in to res koristim, ker Super. opraviti obveznosti, ampak ne pa potem mešati tega in potem biti malo len, pa pol, zdaj imamo pa obiske, ampak v resnici imam jaz še vedno 3 stvari za narediti, tako da ja, nekako si tudi vzeti čas za počitek. Super. Hvala. Rok? Ja, predvsem se mi zdi pomembno, da si prisoten, pač, da ne razmišljaš ne za naprej, pa ne za nazaj, kaj je bilo narobe, pa kaj bi lahko izboljšal, ampak da si pač res v danem trenutku tam, s svojimi mislimi in pač to, kar si, da si s svojimi domačimi ljudmi, ki so ti dragi, preživ z njimi tak dober čas, koristen. Ja, ne da zakirati preveč za naprej, ker se res ni vredno. Super, hvala. Jaz bi pa rekla, da ja, izkoristimo praznik tudi za praznovanje. Se mi zdi, da ne vem, delovnik ali pa nek normalen delovni teden gre tako hitro mimo nas, da se ne znamo niti poveseliti nekih stvari, kjerih bi se mogoče lahko, pa da res premalo praznujemo v naši družbi. No, se mi zdi, da Slovenci smo res nagnjeni k temu, da ful delamo in niti si, ne vem, mogoče res tako vzamemo čas tudi, ja, za praznovanje, no, to. Si me spomnila, ko si govorila o praznovanju. Jaz sem že prej razmišljal, da bi rekel, da si načrtno vzemi čas za dolg čas. Praznovanje, izprazniti prazno, brez tega natrpanosti, to vem, da bi sam sebi svetoval, no, pa se mi zdi pomembno, res. Vse je povezano s tem, niti v trenutku tam res, s tem, da je težko pa se naučiti takega mirnega, ampak polnega praznovanja hkrati. In vse stvari bodo počakale. In če jih opravimo, bodo vedno prišle nove. Res je. Včasih je dobro si se tega spomniti in potem res vzeti tiste trenutke. Ja, to tudi pri manj starejših ki delamo. Je fajn se spomniti od časa do časa. Iskreno vam hvala. Hvala vam. Dva sva uživala, pa verjamem, da je bila oddaja takšna, da nam bo lahko za razmislek tudi še za naprejšnje počitnice. Hvala tudi vsem, ki ste nas poslušali, pa vse dobro. Se vidimo. Hvala.